Tukaj je druga epizoda Sport Info podcasta, za katero sva se z Blažem tokrat. Zdravo vsi. Ja, moje ime je pa Matej, mimogrede. Sva se odločila, da bova posnela nek tak pregled dogajanja v Ligi NBA, pregled dogajanja pretekli teden. Poskušala omeniti tistih nekaj najbolj pomembnih dogodkov, ki so se zgodili v tem tednu. In potem, seveda, to je forma, ki se jo bova poskušala tudi vnaprej držati in poskušala vsak teden, če bo le čas dopuščal, posneti podoben podcast, narediti pregled tedna in potem o posebnih priložnostih narediti še kakšne posebne podcaste, podcast o prestopnem roku v Ligi NBA. Če bo seveda prišlo do kakšnega velikega prestopa, bova posnela kakšen podcast na to temo. Nasploh, če bojo kakšne velike tekme, bova poskušala seveda tudi te tekme obdelati v kakšnem posebnem podcastu, čeprav to je verjetno pride poštev predvsem za končnico. Ampak za tokrat pa sledi pregled tedna, pregled dogajanja v Ligi NBA, kjer bova poskušala obdelati tiste najbolj pomembne teme, ki so se na drugi strani Atlantika pripetile ta teden. In ena od njih je zagotovo Miami. Verjetno se mora tokrat lotiti tudi Miamija, ker so sredi presenetljivega niza zmag, ki ga nihče ni pričakoval, še posebej v situaciji, kjer jim manjkajo številni igralci, kjer je ekipa praktično zaradi številnih poškodb potencialnih oziroma pričakovanih nosilcev ekipe poškodovanih in igrajo pravzaprav z igralci, ki so bili pred začetkom te sezone predvideni za menjave tem igralcem, ki so sedaj večinoma na listi poškodovanih. In Miami kljub temu zmaguje, Blaž. In to je zelo zanimivo. Treba je tudi povedati, 2 zmagi sta bile tudi malo tako na srečo. Recimo, če pogledamo proti Golden Stateu, tista nora trojka Waitersa, pa potem še enkrat nora trojka Waitersa za zmago. Ampak dejansko Miami ima trenutno niz zmag, ki ga nima nihče v ligi. Se pravi, najdaljši niz zmag trenutno ima Miami. Če bi kdo recimo še kakšen mesec nazaj omenil kaj tazga, bi verjetno rekel, to sigurno gremo zdaj, lahko stavimo tukaj 100 evrov, damo na mizo in to se sigurno ne bo zgodilo. Dejansko je zelo bizarna situacija, če tako pomislimo. Ja, dejansko, mislim, če bi, tako kot si rekel, če bi kdo še kakšen mesec nazaj trdil, da bo Miami zmagal 6 zaporednih tekem in med temi 6 vmes premagal tudi 2 od 3 najboljših moštev lige, bi te debelo pogledali, vsaj, to bi bila prva stvar, zaradi tega, ker Miami je bil na poti proti čim višjemu draft piku, proti čim višjemu izboru na prihodnem naboru in seveda nizal poraz za porazom. Potem je pa prišlo do enega preskoka v njihovi igri, prišlo je do neke spremembe, ki se je zgodila s tekmo proti Rocketsom. Namreč to je bila ta prva tekma, ki so jo zmagali v tem nizu. Rocketsi so 3. najboljša ekipa lige, potem je pa sledil niz še 5 zaporednih zmag. In dejansko treba je tudi povedati, da tukaj je zelo zanimivo v bistvu kot neko to vstajenje Diona Waitersa, za katerega recimo, če so prejšnji teden v podcastu razglabljali o tem, da on ni en tak igralec, ki bi bil res nek dober nosilec, je dejansko ta teden eksplodiral. Prejšnji teden smo ravno ugotavljali, prejšnji podcast smo posnela po 2 zmagah, po zmagah proti Rocketsom in Mavericksom, še pred zmago proti Milwaukeeju. In takrat so ugotavljali, 2 lepi zmagi, ampak Miami je še vedno na poti k čim višjemu draft piku, še vedno se njihovi cilji ne spreminjajo, tudi niso pričakovali, mislim, da ni nihče pričakoval takega niza zmag. In potem seveda, ko so snemali tisti podcast, kot si povedal, so ugotovili, da je Dion Waiters eden izmed igralcev, ki so letos popolno razočarani. Mislim, da so samo Jamesa Johnsona omenila kot igralca, ki je letos nekaj pokazal, ki ima neko določeno vrednost v moštvu in za katerega bi mogoče lahko iztržali še kaj več. Prejšnji teden so se pogovarjali predvsem o tradih znotraj ekipe, in seveda o potencialni menjavi Gorana Dragića. Tako da letos vsekakor Miami trenutno sodi med največja presenečenja lige.
Obenem pa, če bi jim dejansko uspel preobrati in bi dejansko pač iz situacije, v kateri so imeli samo 11 zmag in 30 porazov, prišli v končnico, bi bil to pravzaprav preobrat, ki mu v ligi še nismo bili priča. Ja, to sigurno. Jaz ne spomnim se, da bi kdajkoli bil tak preobrat, da bi nekdo v bistvu iz 11 zmag in 30 porazov prišel v končnico. To mislim, da se še ni zgodilo. Ne. Ampak je pa treba tudi nekaj vedeti, recimo teh 6 zmag zaporednih, 4 od teh so bile na domačem igrišču, potem ta prva proti Brooklynu je bila ta prva, ki so jo igrali v gosteh, pa še tista tekma je že kazala neke pač obrise tega, da mogoče to pač le ne bo prišlo do preobrata, kar se tiče zmagovanja Miamija, pa so se vseeno vrnili, pa so vseeno zmagali. Ja, take tekme so včasih še bolj pomembne za tisto moralo moštva, ko ne igraš dobro in na koncu vseeno izvlečeš zmago. Ja, zdaj pa če gledamo še to zadnjo tekmo, ki je pa bila danes ponoč proti Chicagu, zdaj ne bom pač, ne bi rad o tem, da pač Miami ni zmago nezasluženo ali karkoli tazga, ampak dejansko je treba upoštevati tudi tukaj situacijo, ki se ta trenutek v Chicagu dogaja. Ja, to je ena tema, ki se jo bova mogoče še lotila, ampak pustiva zdaj to še malce ob strani in se zadrživa pri tem nizu Miamijevih zmag. Zdaj omenila so že Waitersa. Ključna igralca v tej seriji so seveda Waiters in Dragic. Dragic še nekaj več kot Waiters, ampak je treba priznati, da brez Diona teh zmag ne bi videli. Še posebej ne zmage, kot si omenil, zmaga proti Golden Stateu, proti najboljši ekipi lige in tiste njegove nore trojke na koncu. Čeprav, ko si rekel, malo po sreči, zdaj vsekakor je bila, jaz mislim, zmaga zdaj, koliko je bila tista zadnja trojka srečna, lahko pogovarjamo se, ampak v vsakem primeru je bila zmaga zaslužena. Ja, več kot zaslužena, da zmaga ni bila zaslužena. Tako da, ampak ja, Waiters je pokazal morda zdaj v teh zadnjih 6 tekmah obraz, ki ga do zdaj v ligi še nikoli ni. Bil je loterijski izbor na nabor, zanj so seveda predvidevali to, kar zdaj kaže, zaradi tega je bil tudi tako visoko izbran strani Cavaliersov. Ampak kot pravijo, za mnoge igralce pravijo, mislim, obstaja tisti izraz you are what your record shows, si tisto, kar tvoja zgodovina, tvoji rezultati do zdaj kažejo. In če bi potem delali neko oceno Diona, seveda moramo potegniti zaključek, da je Dion nek velik porabnik žog, neučinkovit napadalec, ki nikoli ni igral neke strašne obrambe in igralec, ki so ga iz Clevelanda po hitrem postopku poslali, ko je LeBron prišel tja. Ja, sej, in v bistvu dejansko zdaj se čaka, kaj bo pač dejansko z Waitersom še do konca sezone. Ker bom rekel, Waiters, tako kot si že rekel, you are what your record shows. Dion je že imel take tekme. Je že imel tudi tekme, v katerih je recimo nanizal par zaporednih dobrih tekem, par zaporednih dobrih statistično dobrih tekem. Pa bomo videli, kaj je on sposoben zdaj do konca sezone še narediti. Ja, ena lastovka še ne prinese pomladi, zdaj v zadnjih 6 tekmah je bilo teh lastovk 6, zdaj ne vem, ali 6 lastovk, mogoče že pomlad, to je zdaj drugo vprašanje, ampak ne vem, če je Dion mogoče imel že tako dobro serijo tekem, 6 tekem, tako dobro serijo. Dejansko, ja, v zadnjih tekmah ali je bil prvi podajalec, ali je bil prvi strelec, imel je celo tekmo, kjer je bil, mislim, da prvi skakalec ekipe. In predvsem, kar je zanimivo zdaj v teh zadnjih tekmah, ne išče samo svoj met. Začel je iskati tudi svoje soigralce, začel je gledati, vedno je Dion do zdaj v svoji zgodovini, je vedno imel nekak tisti občutek, da mora vršiti vsako žogo, ki jo dobi. In to je na koncu tudi počel. Zaradi tega so ga recimo po hitrem postopku poslali iz Clevelanda. Jaz se spomnim, tik pred menjavo, mislim, da po 10 ali 15 tekmah tiste sezone, ko so ga menjali v Oklahomo, je na začetku sezone še začenjal tekme v prvi peterki z LeBronom in Kyriem. Ampak potem so ga, seveda, če si spremljal tiste tekme, ravno to sem hotel povedati, da se spomnim tekme, na kateri je, mislim, da je bila to zadnja tekma, ki jo je odigral v dresu Cavaliersov, na kateri je tekmo začel v prvi peterki.
in igral tam ene 5 minut, v 5 minutah se enkrat ni dotaknil žoge. Dion je ploskal, Dion je mahal, Dion je počel vse mogoče, noben od 4 igralcev, ki so bili skupaj z njim na parketu, ga ni niti pogledal. LeBron ga je gladko ignoriral, edinkrat, ko se je Dion dotaknil žoge na tisti tekmi, je bilo, ko je enkrat šel out izvajati. Po tistih 5 minutah in tem enem dotiku žoge, ga je takrat še Blad, ki je bil takrat še trener Cavaliersov, potegnil na klop in ga ni več vračal v igro. In Ja, kar dokončaj. v bistvu, in po tistem je bil seveda na hitro traden poslan v Oklahomo, kjer že spet ni pokazal. V Oklahomi so ga v bistvu lansko leto so se ga odpovedali, so ga odpisali, kljub temu po lanski sezoni, kljub temu, da recimo mogoče v play-offu če celo imel tekmo, 2-3 dobre tekme in dejansko je to bil najboljši Dion v Oklahomi, najboljši Dion, ki smo ga do zdaj lahko spremljali. Ampak to je bil seveda Dion, ki je prihajal v igro iz klopi, Dion, ki je igral vlogo rezervista, tistega jokerja iz klopi, ko lahko pride na mesto Westbrooka in Duranta in potem za nekaj minut prevzame to vlogo šuterja, ki ima zeleno luč in lahko vrže na koš, kadarkoli hoče. Ja, in zdaj pa končno prišel v situacijo, ko pač je sposoben, lahko bi sposoben prevzeti ekipo na svoje pleče, oziroma da bi lahko rekel, to je moja ekipa. Ker recimo vem, takrat, ko je bil še v Clevelandu, ko še ni bilo LeBrona, vem, da je bila velika polemika okoli tega, da kako je Waiters vedno hotel biti, pač, da bi bil vodja ekipe, da bi bil prvi zvezdnik, da bi bila to njegova ekipa, in je bilo to enostavno nemogoče, zaradi tega, ker pač tista ekipa v tistem trenutku bo vedno bila od Kyrija. Ja, Dion je imel take prebliske že v preteklosti, glede na to, kar omenjaš. Znan je potem še posebej na različnih družbenih omrežjih, še vedno to navijači radi to njegovo izjavo pač objavijo vsake toliko časa. Namreč znan bil potem, da je rekel, da sta on in Kyrie najboljši backcourt v ligi. Se pravi, najboljši branilski par v ligi in to je rekel v tisti sezoni, ko je LeBron prišel v ekipo. Se pravi, 2,5 leti nazaj, ko je LeBron prišel v ekipo in seveda še vedno, to se še vedno sliši precej smešno, ampak kaj pa veš, a sta trenutno zdaj potem Dragić in Dion najboljši backcourt v ligi, je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Namreč v zadnjih 6 tekmah, v tem zmagovalnem nizu zadnjih 6 tekem Miamija, oba dva igrata izjemno. Mislim, igrata res neverjetno dobro, Goran dosega več kot 23 točk, 54% meče iz igre, 43% meče za 3, skoraj 6 skokov, 7 podaj. Zraven pa Dion 0,3 točke manj, 23 točk dosega, 52, že tudi izjemno učinkovit met, 52 meče iz igre, 60% meče za 3. Dion, mislim, da serije 6 tekem, v katerih bi metal 60% za 3, je še ni videl. Pravzaprav Dion je do zdaj ravno bil znan kot igralec, ki nikoli ni bil učinkovit in to je bila, kot so že rekla, ena izmed največjih pritožb na račun njegove igre. Neumna selekcija metov, ko bi moral podati je metov, ko bi moral metati je podajal, slabe odločitve, kazal je zelo nizek ta košarkarski IQ, to inteligenco na parketu, vedno sprejemal napačne odločitve, ampak v tej seriji zadnjih 6 tekem, potem ko se je vrnil iz poškodbe, izredno pametno izbira mete. Ve, da mu ni treba vsak met vršiti, kot so že rekla. Ravno tak Waiters je v bistvu pridobitev za Miami. V bistvu, če mene vprašaš, v bistvu glih ta stvar zadnjih 6 tekem je pokazala glih to, da pač je Waiters nenormalno okrepil ekipo. Mislim, ne vem, če bi katerikoli drug igralec, Goran je recimo nekaj tekem začenjal z Joshom Richardsonom, ki je bil recimo celo morda že na začetku sezone predviden za to, da bi z njim začenjal tekme na položaju dvojke, ampak Josh Richardson je v primerjavi z lansko sezono, ko je bil celo izbran za rukija meseca, ko je bil najbolj zanesljiv in najbolj konstanten strelec trojk v postavi Miamija, je nazadoval. Zdaj, ali je deloma so temu krive tudi poškodbe, ne vemo. Imel je težave s poškodbami, imeli so jih konec koncev vsi nosilci Miami igre, na čelu z Dragićem in Waitersom, zdaj tudi Hassanom Whitesideom, ki je že spet včeraj zamudil tekmo. Tako da ne vemo, koliko so zdaj te poškodbe pri njemu vplivali, ampak
Dion Waiters se je pokazal zdaj v teh zadnjih 6 tekmah kot najboljša opcija na dvojki. Ne samo to, da pač odlično meče, tudi dobro podaja, skoraj 4 podaje na tekmo, ima malo več kot 4 skoke v tem obdobju. Tako da resnično se je pokazal za pravega naslednika. D-Wade je postal naslednik D-Wade-a. Ja, točno tako, ne. In se pravim, bom rekel, tudi navijači Miami, recimo, če si izgledal kaj njihove forme, pa to dejansko ne morejo verjeti, da je pač lahko to, da je to v bistvu isti igralec. Ja, ne samo navijači Miami, zdaj po teh številkah v zadnjem času in teh predstavah si Dion nasploh dviguje ceno. Dion je namreč podpisal pogodbo 1+1 z Miamijem in ima možnost prekinitve po tem letu, kar bo zdaj, če bi bila sezone danes konec, bi seveda to zagotovo izkoristil in če se slučajno ne bo prišlo do poškodbe ali pa kakšnega drastičnega padca v igri, kar niti ne bi pričakoval, glede na to, da žogo ima zdaj dovolj. Najdu je neko vlogo, seveda bo prišlo na tem nivoju, kot zdajle igrata Dion in Goran, ne bosta morala igrati celotno sezono. Tako kot zdajle igrata, dejansko igrata kot najboljši branilski par v ligi. Dejansko ni boljši v teh zadnjih 6 tekmah, seveda, dejansko ni boljšega branilskega para v ligi kot onega in tega nivoja zagotovo ne boste zadržala do konca sezone. Tako da bo prišlo do nekega padca, ampak kakšen bo ta padec, bo pa na koncu tudi določilo, kakšno pogodbo bo Dion dobil po koncu sezone. In kot sem že rekel, po vsej verjetnosti, tudi če bi bilo danes in če ne bo prišlo, če bi bilo danes konec sezone in če ne bo prišlo do kakšnih poškodb, bo Dion na koncu sezone dobil vsaj 10 milijonov na leto. To je že zdaj, mislim, da je postavil to dno, ker moramo pogledati primerljive pogodbe, ki so jih letos dobivali igralci in kakšne bodo potem dobivali naslednje poletje, ko se bo proračun še malce dvignil. Ja, se recimo en tak, mislim, ne moramo reči primerljiv igralec, ampak recimo 10 milijonov na sezono ima Dellavedova pri Milwaukeeju. Ja, Dellavedova, ja, ni ravno primerljiv, mislim, ne igrata ravno istega položaja, ampak čeprav Dion Waiters je ravno, kar je zdaj pokazal, ta tema, kar so zdaj že večkrat ponudili, letos je pokazal kot precej boljši playmaker, kot precej bolj pameten playmaker, ko igra visoki pick and roll, ponovadi najde, mislim, na začetku sezone je vedno poskušal vse prodore zaključiti z metom. Zdaj precej več prodorov zaključuje s podajo, ali podajo na centra po pick and rollu, ali podajo na kakšen zunanji položaj, dobro išče svoje igralce in igra neprimerno bolj pametno, ampak Dion je pač polovica tega branilskega para, druga polovica je pa Goran, mimo katerega se pa tudi že spet ne moramo izogniti. Namreč prejšnji teden je, ko smo posneli tisti podcast, je odigral 2 tekme, potem je bila še tista tekma proti Milwaukeeju, kjer je že spet izredno odigral in bil prejšnji teden tudi med kandidati za igralca tedna. Verjetno bo ta teden sicer malce slabši procenti, ampak več skokov, več podaj, bo zopet med kandidati za igralca tedna, če seveda danes, zdaj podcast snemava v soboto, če ne bo danes večer imel zelo slabe tekme, bo verjetno zopet med kandidati za igralca tedna. In tudi Goran je zdaj v zadnjem času precej dvignil svojo igro. Ja, ampak v končni fazi te to preseneča, dejansko Dragić je že ves ta čas bil neka gonilna sila Miami in jaz mislim, da je lih ta, ki se je zdaj Waiters pojavil, da dejansko ga je malo razbremenil. In igra lahko še bolj sproščeno, nasprotna obramba ga manj pokriva, ker zdaj morajo paziti 2 igralca na branilskem položaju in ravno zaradi tega jaz mislim, da so se njemu dvignile številke. Če spomniš, pač, ko je igral v Phoenixu, ko ste se z Bledsojem, ko sta menjavala ta položaj organizatorja, je tudi dejansko Dragić najboljšo sezono imel takrat. Ja, v bistvu to, kar si omenil, da je še nekdo drug v ekipi, na katerega se mora obramba skoncentrirati, to je mislim, da ta ključna stvar pri celotni zadevi, namreč še en dodaten playmaker, ki lahko zase ali pa za svoje igralce ustvari priložnost za met. To je zelo pomembno in tega namreč Miami predtem ni imel. Ko je igral Goran z drugimi igralci v branilskem paru ali pa na drugih položajih, preprosto ni bilo še enega, ki bi lahko razbremenil Gorana in obrambe so se samo skoncentrirale na njega, visoko so ga podvajali, takoj, ko je prišel čez polovico, so ga poskušali ujeti, so ga poskušali trepati, so ga 2 ali pa 3 igralci ujemali in potem, ko je Goran seveda mogel,
kar je edina pametna poteza v tej situaciji, ko je mogel žogo podati prostemu igralcu, preprosto preostali igralci, žoga ni zaokrožila, žoga ni poiskala prostega igralca v priložnosti za met, čim je Goran žogo dal iz sebe, kaj pa zdaj, napad se je ustavil. In zdaj z Waitersom je pa seveda situacija drugačna. Je pa v igri še en playmaker, še nekdo, na katerega mora biti obrambe nasprotnikov pozorne, in zato ima Goran več prostora, na drugi strani Waiters več prostora. Vsaka dobra ekipa rabi več playmakerjev, rabi več igralcev v peterki, ki so sposobni organizirati napad, ki so sposobni sebi ali soigralcem ustvariti priložnost za met. Če imaš samo enega takega igralca, tako ekipo je najlažje zaustaviti. Ker noben igralec ne more sam preigrati 2-3 igralce. Vedno se mora v teh primerih, ko ga podvajajo, LeBron James. Jordan, LeBron James, pustimo zdaj te. Ampak, joke, ampak tudi če smo realni, tudi najboljši igralci, tudi LeBron, če ga visoko podvajajo, če ga trepajo, če ga ujamejo v zanko, bo mogel podati žogo prostemu igralcu, bo podal žogo Kyrieju in ima še enega playmakerja, ki lahko odigra, in to je mogoče ena tema, po kateri bo kasneje še kaj več rekla. Ampak in to je zdaj ta ključna točka. Oba skupaj, Goran in Waiters, zelo dobro funkcionirata in obrambe se ne morejo prilagoditi samo na enega. Ja, in lih to, recimo, najlepše se je to videlo proti Milwaukeeju, ker dejansko, če si kaj gledal tisto tekmo, jaz sem gledal tako malo, in dejansko se je videlo, da potem, ko so krili Dragića, je Waiters kar naenkrat imel zelo veliko prostora in Waiters je potem igral 1-1 in je dejansko, ker Waiters njegove atletske sposobnosti niso bile nikoli vprašljive, je vedno svojega čuvaja znal zelo hitro prebiti, in potem je dejansko sam stekel proti košu na polaganje, Tako, in seveda, ker te tekme, vsa moštva tekme zelo dobro skautajo, je bilo pol zanimivo. Po tisti tekmi z Milwaukeejem je pa naslednjo tekmo tako že spet Goran imel malce več prostora, ker se je obramba prilagodila in so vedeli, da moramo zdaj tudi Waitersa čuvati. In ravno ta konstantno dobra igra Waitersa je razlog tega, da so obrambe zdaj že vnaprej, da je na poročilu pred tekmo, na temu scouting reportu, ki ga pred vsako tekmo naredijo, da je Waiters trenutno drugo ime takoj za Goranom. In vsak ve, če bomo mi zdaj Gorana podvajali, če bomo njemu posvetili vso pozornost, bo Dion brez problema to izkoristil in bo dosegel koše. In zdaj v bistvu mene samo zdaj zanima, koliko časa bojo zdaj sposobni to držati. To je pa zdaj naslednje vprašanje in recimo Miami je namreč zdaj v situaciji, če smo še pred enim tednom midva ugotavljala, da je Miami na poti do visokega izbora na draftu, da jim do tega ne more, da ni nobenih ovir na poti do tega. Poškodb imajo dovolj, niti jim ni treba od kakšnih dodatnih igralcev tradati, zaradi tega, ker jim tako ali tako manjka pol ekipe in brez ključnih igralcev na pomembnih položajih ti ne moreš biti uspešen. Zaradi tega seveda tudi niso pričakovala takega, pravzaprav kot so že rekli, nihče ga ni pričakoval, ampak zdaj Miami v povsem drugačni situaciji, namreč nanizali so 6 zaporednih zmag in zdaj, če gledava situacijo na lestvici, Miami je trenutno 5. najslabša ekipa v ligi. V tej situaciji seveda le še za las drži to 5. najslabše mesto, ker tisti med prvih 5 izborov dobiš največ kroglic v loteriji, imaš največ možnosti za najvišji izbor ali pa za enega od prvih 3 najvišjih izborov. Zaradi tega tiste ekipe, ki tankajo, si želijo oziroma morajo na koncu biti na teh 5 najslabših mestih. Miami se zdaj za las drži še tega mesta. In po vsej verjetnosti, če gledamo njihov razpored na nadaljnjih tekmah, jih čaka serija najlažjih tekem v sezoni. Zdaj, naslednjo tekmo danes igrajo proti Pistonsom, potem jih pa čaka že spet najslabša ekipa v ligi Brooklyn, potem Atlanta, potem Philadelphia, Timberwolvesi, Milwaukee, že spet Brooklyn, že spet Philadelphia, Magiki in na koncu zadnja tekma pred All-Star premorom so Rocketsi, ki so jih pa ravno premagali na začetku te zmagovalne serije. Tako da to je razpored, v katerem bi lahko, recimo, če ocenjujemo po igrah, ki so jih v zadnjem tednu, v zadnjih 2 tednih kazali, na zadnjih 6 zmag, vse tekme so dobljive. Na nekaterih tekmah bojo pa letos ne prvič v sezoni, ampak morda celo prvič v sezoni favoriti.
In ja, po tej seriji tekem se lahko na koncu zgodi, da bojo pred premorom za All-Star že precej oddaljeni, ali pa vsaj relativno, glede na to, kakšne je razmere na lestvici, oddaljeni od teh najslabših pozicij in se lahko zgodi, da bojo bliže mestom za končnico, kot mestom za čim višji nabor na draft loterijo. Ja, in se bojo znajdel v košarkarskih vicah, v katerih pač dejansko ne dobiš dobrega draft pika in nisi v končnici in skratka nisi ne tič, ne miš, ali kako bi to rekel. Tako, ja, to je pa zdaj ta največji strah navijačev Miami, nekaterih navijačev Miamija. Namreč, če zdajle malce prebrskaš po forumih, na katerih navijači Miamija seveda dnevno debatirajo o vseh težavah, ki tarejo njihov klub in njihovo moštvo, boš opazil, da so recimo precej razdeljeni, nekateri po vsaki zmagi, po vsakem porazu, oziroma po vsaki zmagi v zadnjem času, začnejo v bistvu jamrati nad tem, kaj zdaj počnejo v moštvu, kako se zdaj oddaljujejo in se približujejo ravno tej poziciji, ker namreč najslabša, tako kot si rekel, košarkarske vice. To je pozicija, v kateri nisi v končnici, obenem pa tudi nisi recimo med najslabšimi 5 ali pa 10 moštvi lige in nimaš možnosti za visok izbor. Recimo, da izbiraš 11 ali pa 12 na draftu. Je resnično najslabša pozicija, ker po vsej verjetnosti zdaj ne boš dobil tistega najboljšega talenta, najboljših mladih perspektivnih igralcev, na drugi strani pa tudi končnice nisi videl. In to je pozicija, v kateri se lahko recimo leta in leta vrtiš, da recimo loviš tisto 8. mesto, ampak ga glih zgrešiš, ne dobiš dobrega izbora na draftu, se ne moreš ukrepiti z mladimi igralci, nisi dovolj dober, da bi lahko recimo v svoje moštvo pripeljal velike zvezdnike. Tako, neke velike zvezdnike ali pa velika imena na prostem trgu, proste igralce. In je to lahko zelo problematična situacija. Tako da bo zdaj zelo zanimivo videti, kakšni bojo naslednji nadaljnji ukrepi vodstva. Jaz sem še vedno prepričan, da del teh poškodb v zadnjem času je prišel po, ne bom rekel ukazu, ampak so namignili nekaterim igralcem, da bi bilo mogoče bolj, če bi... Da ne hitijo nazaj. Tako, vzami si kakšen dan ekstra, ne rabimo zdaj. Konec koncev so ravno zaradi te zadnje poškodbe Richardsona so lahko pripeljali Okara Whitea. To je pa ta igralec, ki ima kot član moštva Miami Heat, iz D-lige so ga pripeljali, izkupiček zmag 6-0. V dobi Okara Whitea Miami še ni izgubil. In ta igralec je podpisal zdaj že drugo 10-dnevno pogodbo in se je pokazal kot zelo koristen, že spet podobno kot recimo rodni McGruder. Igralci, ki nobene stvari ne počnejo, nimajo tiste ene stvari, ki bi jo odlično počeli. Ene stvari, kateri bi blesteli, recimo izjemnega šuta, izjemne obrambe, izjemnih prodorov, ampak vse počnejo dobro. Tiste deklice za vse v navednicah. Jack of all trades bi Jack of all trades, ja, še boljši izraz kot deklice za vse. Ja. Ampak... Ja, in oni dejansko vse počnejo dovolj dobro, še posebej recimo rodni McGruder je igralec, ki je v zadnjih 6 tekmah redno pokrival najbolj nevarna krila nasprotnih ekip. Tako da to je igralec, ki je visok približno Goranove višine, 1,91 m, 1,90 m je visok in on je zdajle na vsaki tekmi. Proti Rocketsom je pokrival Hardna, potem je proti Milwaukeeju pokrival Janisa Greek Freaka, potem dobesedno na vsaki, zdaj proti Chicago Bullsom je Butlerja pokrival. Ja, no, čeprav Butler lih ni imel najboljše tekme. Ja, no, ampak vsekakor, na koncu je 1,13, verjetno nekaj je bilo tudi obrambe na tem, čeprav je Butler precej boljši, neprimerno boljši igralec, kot to, kar je pokazal. Ampak resnično, recimo, rodni McGruder, pa ne samo to, on je tisti, ki je recimo pokrival proti New Yorku Melota, ki je 15 cm višji, 20 kg težji, dejansko se vedno na vsaki tekmi prevzame tisto najboljšega krilnega igralca in do zdaj odlično opravlja svoje delo. Tako da, ja, tudi taki igralci so dali nek doprinos tem zmagam, to je tisto, kar preseneča, Anada. Ja, to je definitivno, ampak recimo, če zdaj potegnemo nekak črto po vse to, kar so zdaj razglavljali, je dejansko zdaj samo v bistvu vprašanje, kako se bo zadeva razvijala naprej, ker pač
dejansko boljško, ker je zdaj, je že težko. Pričakovati, da bojo zdaj prišli v neko hudo serijo zmag, je spet težko. Ja, ker ravno to je problem. Če zdaj med današnjim dnevom, se pravi od današnje tekme naprej z Detroit Pistonsi, če od danes naprej zmagajo vseh 10 tekem do konca, do All-Star premora, bojo še vedno 4 tekme pod 50% zmag. Spravi, še vedno ne bojo dosegli 50%, čeprav seveda situacija na vzhodu in v zahodni konferenci je trenutno letos taka, da jim tudi v tem primeru ne bo manjkalo dosti do končnice. Če recimo zmagajo naslednjih 6 tekem, če imajo v naslednjih 10 tekmah recimo izkupiček 6 zmag, 4 poraze, 7 zmag, 3 poraze, vse to bo dovolj dobra serija, da bojo verjetno po tej seriji, če bo seveda do nje prišlo, na koncu bližje mestom za končnico ali pa ravno v teh košarkarskih vicah nekje vmes. Ampak situacija je taka, da na vzhodu jih do 8. mesta, ki ga trenutno še vedno drži Chicago, Miami loči 6 zmag, kar seveda je nič, glede na to, koliko tekem je še do konca. Recimo na zahodu pa je situacija celo taka, da imajo na 8. mestu Denver Nuggetsi 20 zmag, torej 3 zmage več kot Miami. In ravno to je ta situacija, v kateri seveda Miami se lahko na koncu zgodi, ne bi bilo nobeno presenečenje, da bi imeli več zmag kot Denver. In potem to seveda pomeni, da bojo zagotovo ne bojo na teh mestih, ker bo toliko slabših ekip na zahodu od njih. To dno zahoda je letos zagotovo slabše kot na vzhodu. Vrh zahoda je še vedno precej boljši kot vzhod, ampak tista nekje spodnja sredina in potem dno je pa močnejše na vzhodu kot na zahodu. Zaradi tega se lahko zgodi, da bo Miami tudi če bo izpadel, če ne bo prišel v končnico, bo na zahodu toliko dovolj slabših ekip, da ne bodo izbirani med 10. In to je ta kompleksna situacija, v kateri je zdaj po tej seriji 6 zmag povsem vse možno. Zdaj lahko samo ugibava, kakšni bojo naslednji prijemi pisarne, front office od Miamija, kaj bo zdaj naredil Riley, kakšne poteze bo povlekel, koga bo tradil. A bo koga tradil, a bo probojit, bo rekel, ok, recimo tam na zahodu so dosti bolj slabši od nas, bomo probali iti na končnico. To je zdaj zelo delikatno. Jaz mislim, da bo zadevi pustil še kakšen teden, da bo videl, v kaj se bo zadeva razvila in potem bo začel ukrepati. Tako, ampak zagotovo, mislim, do tradov, jaz ne pričakujem nobenih tradov, do samega prestopnega roka, morda zadnjih 2 dni prestopnega roka. Ne, prej sigurno. Zagotovo ne. Zdaj seveda s temi igrami, ko smo prejšnji teden še vedno ugibala in ugotavljala, ali bojo Gorana tradali, ali ga ne bojo, ali bo ostal v Miamiju, ali bo morda zapustil Miami, je potrebno povedati, da v bistvu zdaj vse bolj kaže, da bo ostal v Miamiju. Midva so potegnili zaključek, da če bo Miami naredil hiter reset, nujno potrebuje Gorana. Goran zdaj s temi igrami je sebe v bistvu naredil v enega nepogrešljivega člana Miamija. Preprosto dvomim, da bojo za njega iztržili dovolj visoko ceno, ki jo pričakujejo, ceno, ki jo zahtevajo. Dvomim, da bo katera ekipa pripravljena toliko plačati. Če bi mogoče bila pripravljena plačati, se še vedno lahko zgodi, da ga tradajo, ampak to bo mogel biti nek mega trade. Jaz si preprosto ne predstavljam, to bo mogel biti trade, v katerem bodo na veliko poročali vsi v ligi, ki bo pravi boom, se pravi, to bo mogel biti trade, ki bo vključeval kakšnega Melota, ki bo vključeval še kakšnega izmed recimo prvih 5 najboljših igralcev, ki bojo na voljo. To bo mogel biti trade, ki bo odmeval, ki bo spremenil razmerja moči v ligi. Ki bo naju prisilil v poseben podcast. Tako, preprosto, da bi recimo za kakšen izbor na nabor, to so že omenila Vučević in prvi izbor na naboru je Orlando ponudil zelo, zelo soliden izkupiček za Gorana in če na to niso pristali, seveda pričakujejo še boljšega igralca kot Vučevića in še višji pik. Tako kot so rekli, če bi Minnesota verjetno bila pripravljena ponuditi njihov pik in še Lavajna ali Wigginsa, to bi recimo lahko bilo nekaj, o čemer bi se Miami začel pogovarjati, ampak mimo tega pa močno dvomim, da
če ne bo take ponudbe, da bo Goran zamenil. Ja, jaz sem prepričan, da Goran bo ostal v Miamiju do konca sezone, pa jaz mislim, da bo ostal tudi še kakšno leto. Skoraj ziher sem, no, da tudi poleti mislim, da ga ne bojo tradali. Odvisno je, kaj bojo naredili poleti. In namreč, če bojo seveda poleti, če jim bo uspel ta reset, moje razmišljanje je sledeče. Riley bo poskušal poleti najprej unovčiti svoj pik na draftu, tega igralca, ki ga bo pripeljal, pogledati, kaj lahko z njim naredi, ali ga mogoče lahko trada v kakšnem nadaljnjem tradu za kakšno zvezdo, za kakšnega zvezdnika s kakšno drugo ekipo. Pogledal bo, če lahko preko prostega trga, preko trga prostih igralcev pripelje kakšna velika imena, in če mu to uspe, potem bo Goran zagotovo uspel v ekipi. Če pa mu to ne uspe, in Riley ne uspe pripeljati nobenih velikih imen, ne uspe mu kakšen večji trade in bo videl, da bo mogel naprej v izgradnjo ekipe iti z mladimi igralci, s tem mladim jedrom, potem se pa lahko zgodi, da bo Gorana zamenjal še za kakšen pik in še za kakšnega igralca, čeprav zdaj, se pravi, glede na te igre, ki jih zdaj Goran kaže, igra na All-Star nivoju, igra na svojem 13-14 nivoju, ko je postal All-NBA igralec, ko je postal uradno eden izmed 15 najboljših igralcev v ligi, dejansko igra na tem nivoju. In če bi bila ekipa letos boljša, če bi imela več zmag, bi verjetno morda si zaslužil tudi izbor na All-Star, vsaj tako trdijo večina novinarjev, ki bere. Čeprav seveda Goran še vedno sodi med tiste malce bolj zapostavljene igralce, zagotovo podcenjene glede na to, kar daje ekipi, ampak seveda, že spet, razlog je tudi v uspehu ekipe. Do te zadnje serije zmag v bistvu nobenim Miamiju posvečal kakšne velike pozornosti in šele s to serijo, zadnjo serijo zmag so začeli tudi drugi posvečati več pozornosti. Tako da še posebej zdaj, po tej zadnji zmagi s Chicagom, in mogoče, če zdaj odpreva še neko novo temo Chicaga in še malce pogledava Chicago in dogajanje okoli njega. Ja, recimo, to, kar sem hotel tako malo navezati, je bilo, da ta današnja zmaga Miamija je bila v bistvu plod verjetno nečesa še, kar se dogaja zdaj v Chicagu, to kreganje med Rondom, Wadeom, Butlerjem. V bistvu, tako bomo bolj rekli, v bistvu nekak vrste zdaj izgleda zadeva kot Wade in Butler proti celi ekipi. Ja, kar sem želel, recimo, Goran se je pojavljal tudi kot ena možna menjava za Ronda. In zanimivo je bilo, da recimo pred to sezono je Wade izjavil, da je Rondo najboljši organizator igre, s katerim je imel priložnost igrati v svoji karieri. Zdaj, pustimo na strani Hardawaya, katerega dres je upokojen, je postavljen pod strop dvorane v Miamiju, in ki je igralec, seveda, izjemen organizator in je imel svoje obdobje. Če damo že to na strani, seveda, bilo malce čudno, da je to rekel, ko je imel priložnost igrati z Goranom, ki v zadnjih 3-4 letih neprimerno boljši organizator kot Rondo. Verjetno Wade ni imel priložnost Ronda spremljati v zadnjih 2-3 sezonah, ampak ja, pred začetkom sezone je rekel, da je Rondo najboljši organizator in to ga je zdaj po domače povedano ugriznilo v rit. Ja. In dejansko, ker ko sta Wade in Butler začela kritizirati ekipo, da se dovolj ne trudijo, da v bistvu začela sta zadevo, sta nekako tako napeljala, da v bistvu sta ona dva edina, ki igrata. V celi ekipi, da sta edina, ki ima je mar, ki igrata košarko, da vsi ostali so pa brez veze. In potem je dejansko Rondo skočil v bran vsem igralcem, da pač tudi, če si ti lider ekipe, da pač ti prideš v slačilnico, to poveš v slačilnici, ne greš to govoriti medijem, ne. Ja, Rondo je naredil primerjavo my bets. Govoril je o svojih veteranih na Instagramu, je objavil sliko z Garnettom, Pierceom in Allenom in potem napisal, kako so njegovi veterani, kako so te igralci ravnali v podobnih primerih, ko ekipi ni šlo, ko je ekipa slabo igrala, kaj so oni naredili. In ja, tako kot si rekel, Butler in Wade sta v bistvu javno obtožila soigralce, da si ne želijo zmagati, da jih ne zanimajo zmage. Wade je rekel, they don't care, so why should I? Ja, torej, pač njih ne zanima zmage, zakaj bi mene, ne? Ja, in to je v bistvu najhujša obtožba, ki jo lahko daš na račun enega profesionalnega igralca, da ti soigralca obtožiš, da ga ne zanimajo zmage, da mu je vseeno za zmage ali poraze, je
v bistvu, ja, skoraj da hujše obtožbe na račun soigralca ti ne moreš usmeriti, ne moreš dati. Dejansko ne moreš, ne. In potem kot kazensko sta danes Wade in Butler začela tekmo na klopi. Tako, in v bistvu sta še vedno dobila dovolj minut, še vedno sta igrala ogromno minut, ampak nista dobro igrala. In Chicago je zdaj v tej situaciji, v kateri sem jaz v bistvu pričakoval, da bojo tudi pred začetkom sezone. Ko sem slišal, da bo Chicago pripeljal Wadea in Ronda, sem si rekel, to se ne bo dobro končalo, ker namreč znano nam je, da Wade in Rondo sta imela že bitke, sta imela že spore na samem parketu. Konec koncev je Wade izpahnil komolec v tisti seriji končnice, ko je potem Rondo se vrnil in z eno roko ustvaril legendo o Rondu v Bostonu. V tisti seriji, ja, je dobesedno Wade z grdo potezo v bistvu potegnil Ronda na tla, ampak to je bila samo ena od takih bliskavic, trenj med obema igralcema na parketu, med obema igralcema v igri, ki so se v zadnjih letih zgodile. Ne samo to, Rondo je tudi že pred časom izjavil nekaj v smislu tega, da Wade ni pravi all-star, nekaj tistih takih, se veš, tistih. Ja, takih mal zbode. Tako, malce subtilno. Malce budic usmeri na kakšnem družbenem omrežju s kakšnim tweetom ali čim podobnem. Proti Wadeu podobna spodbadanja sta že imela v preteklosti. Zaradi tega že v osnovi njuna kemija med njimi niso vladali kakšni prijateljski odnosi. Potem pa, če povrhu tega dodamo še stil njune igre, pristop do igre. Ja, recimo, če oba dejansko rabita žogo. In v bistvu tudi Butler je tak igralec. To so v bistvu trije igralci, ki nucajo žogo zato, da so dobri. In oba sta izjemno slaba strelca iz razdalje. Ja, recimo, ne, oba sta slaba strelca in oba v bistvu, če gledamo njune igre, se v bistvu bazirajo bolj na tem, recimo Rondo je zelo tak primer, recimo kako je Rondo dobival vse te njegove asistence, on je držal žogo praktično do zadnje sekunde napada, potem je podal in tisti, ki je dobil žogo, je šutnil. In če je šla noter, če ni šla, ni. In potem je dejansko on na tak način zelo velik asistenc nabral v svojo statistiko, a ne, kot organizator pa igre dejansko sploh to dobro ni organiziral, čeprav asistence kažejo nekaj drugega. Ne. Ja, Rondo je igralec, tako kot si rekel, ki rad zadržuje žogo, ki rad išče luknje v obrambi, ki rad igra počasi, sistematično, podobno kot Wade, ki rad igra ta half-court offense na postavljeno obrambo, ki rad vidi, da mu izpraznejo stranci. Malce drugačen pristop, ker vseeno Wade ima dober met iz pol razdalje in se na ta met vedno zanaša, medtem ko Rondo sploh nima meta, nikoli ni uspel osvojiti. Vsake toliko časa pride kakšna tekma in potem, ko k temu dodamo še Butlerja, ki je tudi prodoren igralec, ki ravno ne slovi, čeprav je imel v zadnjih letih parkrat tudi zelo solidne sezone, primetel izza črte za 3 točke, ampak tudi on je igralec, ki vseeno, že spet, potrebuje žogo, rad ima sistematičen pristop, rad ima igro v izolaciji. In to so trije igralci, ki preprosto ne sodijo skupaj, glede na njihov pristop. Vsak izmed teh igralcev bi bolje funkcioniral s kakšnimi strelci okoli sebe. Ja. In potem je ironija predvsem tukaj je, da njihov trener pa ima rad goji igro strelci. Tako, Hojberg je pa že na univerzi, na fakulteti igral hitro pace and space igro, se pravi ritem in prostor, da držiš nek ritem in igralci, ki se postavijo okoli črte za 3 in potem morda enim visokim igralcem pod košem. Ta in and out igra za veliko prostora in veliko teka. Nekaj podobnega, kar igra Golden State. Tako, igra, ki trenutno prevladuje v ligi, igra, ki je nekako se razvila iz te run and gun košarke, ki jo je že spet populariziral, ki jo je prinesel ponovno v ligo D'Antoni in seveda, ki letos z Rocketsi igra to, run and gun na steroidih, pace and space na steroidih, je še potenciral tisto, kar je razvil v Phoenixu. In to je ta igra, ki seveda zdaj prevladuje in ta igra, ki bi jo moral recimo tudi Miami igrati, ampak Miami še vedno ne igra take igre. Ja, ker zato tudi nima igralcev. Zato tudi nima igralcev. In lih tudi, Chicago zato pač nima igralcev in zaradi tega pač, vsaj meni ni bilo nobeno presenečenje, ker dejansko zdaj je že peticija v Chicago, mislim, da je že več kot 200,000 ljudi podpisalo, kjer pač dejansko zahtevajo, da se odpusti GM-a, se pravi športnega direktorja Gara Formana, ki dejansko je v bistvu v zadnjih
zadnjih nekaj letih je potegnil nekaj res čudnih potez. Ja, front office Bullsov, njihova pisarna, celotna pisarna, ne samo GM, je odgovorna za kar nekaj čudnih potez, vključno za temi tradi letos, ko je verjetno večina ljudi pričakovala, da bodo tudi oni šli v neko prenovo. In tukaj je mogoče ta kontrast, ki ga lahko še z Miamijem potegnemo. Miami se v bistvu, ne glede na vse kritike, se je pametno lotil prenov. Oni so ugotovili, da Wade ni več igralec, ki bi mu se splačalo ponuditi. Kljub temu, da verjetno bi z Wadeom, če bi letos začeli sezono z Wadeom, bi verjetno bili tam nekje, ker so zdaj Bullsi. Ja, ampak vidi se, da to ni prava pot. Namreč oni, Bullsi, tudi če letos pridejo v končnico, tam ne bojo nič naredili. Po vsej verjetnosti bo Wade zapustil naslednjo leto moštvo, vsaj če bojo stvari šle v isto smer in če se ne bo kaj drastično spremenilo. Bo zapustil in kje bojo potem? Imeli so ravno to, v teh košarkaških vicah, o katerih sva že govorila in ki se jih bojijo navijači Miamija. V bistvu, ki se jih bojijo navijači vseh ekip, ki jim pač dejansko niso dovolj dobre, ki v bistvu so v nekem rebuildu. Ne? In ravno zato pa zdaj zanimivo videti, kaj bo Chicago naredil. Jaz mislim, da zdaj ta trenutek je žogica pri lastniku oziroma dejansko pri vodstveni strukturi, kaj bojo oni naredili s svojim front officeom, ker jaz mislim, da je zdaj dejansko lastnik bo zdaj mogel nekaj narediti, ker enostavno zadeve so šle dejansko predaleč. Ne? In jaz mislim, da zaenkrat se zadeva še ne pozna na denarju, ampak ko se bo začela zadeva še malo poznati na denarju, pa definitivno bo prišlo do neke drastične spremembe. Ja, Bullsi so ena izmed teh ekip v ligi, ki recimo kljub temu, da v zadnjih letih seveda, kot smo rekla, njihova pisarna, njihova vodstvene strukture sprejemajo butaste poteze in poteze, pri katerih se številni poznavalci košarke pač samo primejo za glavo. Po drugi strani pa sodim med moštva, ki so finančno izredno uspešna, še vedno tržijo, njihovi dresi se izjemno prodajajo. Recimo podoben primer je tudi Sacramento. Popolnoma nesposoben front office, ampak finančno ena izmed najuspešnejših ekip v ligi. In zaradi tega je seveda, če se ne pozna na denarju, dostikrat lahko tudi te vodstvene strukture zapadejo v to, vse v redu poslujemo in nekako dajejo večji pomen, dajejo tej finančnemu uspehu kot počem drugim. Ja, ampak recimo, če pogledamo pred začetek sezone, recimo, ko je prišlo do tistega trada, ko so Rose tradali v New York, ne? Se je zdelo, da grejo v pravo smer. Da grejo v pravo smer, ne? In potem kar naenkrat dobesedno čez noč se je tam pojavil Wade, se je tam pojavil Rondo in potem cela liga, oziroma jaz bom rekel, marsikjer, ko malo bolj podrobno spremlja NBA, je rekel, ja, mislim, zakaj? Ja, zakaj? Kaj boš ti? V bistvu zamenil si Rovesa, ker, pustimo, da nimajo, bilo je s temi poškodbami, ni imel najboljših sezon, ampak dejansko ti si v bistvu pripeljal podoben tip igralca v Wadeu, ki si ga poslal v New York. Ja, s tem, da si pripeljal starejšo verzijo, ker v bistvu, recimo, če bi z Roseom v narekovajih, bomo rekli, če bi mu recimo še dal čas, bi še mogoče se še kaj vrnil, ker recimo v New Yorku kaže, vsake toliko časa pokaže kakšen ta flash svoje kvalitete. Medtem, kar pa v Wadeu je dejansko, to je odslužena zadeva, to je izdelan igralec, kar še lahko da in samo upaš lahko, da pač ne bo kakšna prehuda poškodba. Wade prihaja v leta, ko bi mogoče počas moral začeti prihajati v igro s klopi, ko bi moral začeti igrati vlogo tega Jokerja s klopi in podobno vlogo, kot je recimo začel upravljati Manu Ginobili v Spursih z leti. Čeprav on je v to vlogo stopil že dosti prej, ravno zaradi tega, pa recimo Paul Pierce je tudi en tak, ki je Paul pri Clippersih dejansko potem nekakrat ta bench player pa iz klopi začel. Tako, vodja s klopi, veteran s klopi. Pa pač dejansko ta prezenca v garderobi, ker v končni fazi tazga veterana s takimi izkušnjami v metu garderobi, to je neprecenljivo. Tako, ampak Wade, kar recimo zdaj, ta letošnja sezona v Chicagu kaže, Wade je institucija v Miamiju. Konec koncev, celoten Dade County, v katerem se nahaja Miami, navijači Miamija imenujejo Wade County. In z razlogom, mislim, vsekakor je najbolj pomemben igralec te franšize v njeni zgodovini, igralec, ki je dosegel vse, igralec, ki bo first ballot Hall of Famer, se pravi
prvič, ko bo lahko kandidiral za hišo slavnih, se bo tja tudi uvrstil. Igralec, ki mu ni treba nič več dokazovati, ampak tudi igralec, ki so se mu v Miamiju klanjali. On je božanstvo v Miamiju. Ni pa božanstvo v Chicagu. V Chicagu je pa samo nek veteran. Super zvezdnik, ne? Ja, niti ne super zvezdnik. Nekdanji super zvezdnik, ja. Na koncu kariere, ki je prišel, podobni primeri so že bili, recimo, ni ravno Shaq v Clevelandu na koncu kariere, ali pa Shaq v recimo Bostonu, čist na koncu kariere, ampak nekako v to smer gre, ko je tista super zvezda, ki pride nekako z imenom in ugledom v določeno moštvo, ampak mu tega statusa super zvezde preprosto več ne priznavajo oziroma ga ne dokazuje več na parketu. Ja, saj lih to je, ne, in dejansko zato mali prevedu, jaz mislim, da je problem pri njemu še vedno to, da glava hoče, ampak telo več ne zmore. Ne? Ja, še vedno pameten igralec, ki je lahko plus na parketu za svojo ekipo. Ampak... Ja, in zaradi tega je bil potem tudi problem, zakaj on ni v Miamiju ostal, ker dejansko on je cenil sebe, kar se tiče denarja, se je cenil dost več, kolikor je pa dejansko zdaj vreden. Pač lahko zdaj bom rekel, nočem zdaj užaliti nobenega, recimo zdaj full Miami fan ali pa karkoli tazga, pač pustimo tudi, da je bila, kako je bilo vse na trgu letos poleti to, ampak dejansko Miami mu je dal dobro ponudbo. 10 milijonov za igralca s trga 35. Ne, Miami je dal ponudbo 20 milijonov. A ja, 20 milijonov. Ja. Miami je ponudil samo milijon ali dva, razlika med pogodbo Chicaga in pogodbo Miami je bila samo par milijonov. A ja, no potem pa tako, pa je bila pa mislim, da prva ponudba. Prva ponudba je bila in to je bil verjetno tudi deloma povod potem, da je užaljeno odšel, ker je bila prva ponudba zelo nizka. Ampak tista prva ponudba je bila dana s pogojem, da bi slučajno Durant prišel v ekipo. Ja. Če bi Durant prišel in če bi potem podpisali še Whitesida, bi jim ostalo približno 10 milijonov na razpolago še za podpis Wadea. No. V tistem primeru in ta ponudba je bila samo pod tem pogojem, da bi potem dobil recimo ne 2 leti 20 milijonov, ampak da bi mu dali potem 4 leta 10 milijonov. Ja. Recimo v to smer so razmišljali, ali pa celo 5 let, 5 let 10 milijonov, tudi v to smer je bil pripravljen realijati, ampak to je bila tista prva. Potem, ko se je izkazalo, da Durant ne bo prišel, so zvišali ponudbo in dali ponudbo, ki je bila samo milijon, 2, 3, ne vem zdaj natančno, ampak samo par milijonov je bilo razlike. Če upoštevaš še razliko potem v davčni stopni med Illinoisom in Florido, je v bistvu bila pogodba skoraj da ista. Ja. Tako da Wade je odšel predvsem zaradi tega, ker je bil užaljen. No, ampak vsaj jaz mislim, da Miami mu je dal pač pošteno ponudbo. Za moje pojme, ja, on je dejansko pač star igralec. In recimo s svojim imenom res da proda veliko, ampak treba je tudi gledati na to, kaj on prinese lahko ekipi. Ja, še posebej v obrambi, recimo res zadnje čase, ko ga spremljam, je prav žalostno, kako nezainteresiran je v obrambi, kakšne luknje pušča v obrambi, kako se ne vrača v obrambo. Ne govorimo zdaj samo v protinapadih, ne govorimo samo o tranziciji. Ampak recimo včeraj je bila ena situacija, ko je šel ravno proti Miamiju, ko je poskušal pač izsiliti osebno napako v prodoru, mu jo ni uspel, je dvigoval roke, napad je šel že v nasprotno stran, Miami je dvakrat vrgel na žogo, minulo 10 sekund in šele potem si videl, kako je počasi Wade po tretjem ponovljenem napadu, ujetem skoku v napadu Miamija, kako se je počasi vrnil sliko pri trimčkov nazaj po 10-15 sekundah v obrambo in to se prepogosto dogaja. Ja, in jaz se pravim, to je tisto, kar se mu pozna, ne? Glava še vedno hoče, glava bi še vedno, ampak dejansko telo, vsi ti napori, čez vse to njegovo briljantno kariero, pač dejansko puščajo posledice. Vse te poškodbe, rekel kolena, on je v bistvu neke vrste, jaz pač lahko rečemo, da je malo tempirana bomba. Ker pri njemu dejansko pri teh letih ena poškodba, in imaš dejansko, narekovaj, bom zdaj rekel, in imaš še enega Chrisa Bosha. Ja, in Wade je zdaj v tej situaciji, kot sva rekla, kjer bi morda lahko igral neko vlogo Jokerja s klopi in to se je pa omenjalo že polet, ko so se pojavile tiste prve govorice, da bi morda šel v Cleveland z LeBronom in glej ga zlomka, LeBron ravno jamra zadnje čase, da rabi še enega playmakerja, da rabijo še enega organizatorja, pravzaprav on želi v Clevelandu
In tudi zdaj, že spet so se ponovile te govorice, mogoče se pa ustvarjajo neki pogoji, da bi Wade prestopil v Cleveland, čeprav finančno to ni možno. To ni možno. Mogoče edino poleti, če bo potem pripravljen vzeti dejansko manj denarja za to, da bi šel v Cleveland, ne? Ampak zdaj svet mislim, da zdaj... Trenutno bi Cleveland mogel v Bullsom poslati, če bi zdaj med sezono prišlo do tega, bi mogel Kyrija recimo poslati, da bi lahko prišlo do te menjave, ali pa enega izmed drugih igralcev, ki pa, ampak seveda take menjave, Wadeova trenutna kvaliteta ne bi. Vsekakor pa recimo, če bi se zgodilo, da bi prišel za nek minimum, da bi recimo naslednje leto on ima zdaj, kot sva rekla, 1+1 pogodbo in za naslednje leto ima še možnost player option te pogodbe preko 20 milijonov, ampak recimo, da bi se odrekel player option in šel za veteranski minimum v Cleveland, bi seveda Cleveland strašno ujačal. Ja, bi se ukrepil, ja. Ampak zdaj spet ne. A bi on hotel sprejeti vlogo rezervista, ali bi hotel biti prva peterka. Ne? Zdaj spet prijemo do tega, ne? In pač jaz mislim, da on kot član prve peterke bi kvečemu bil kot neko sidro Clevelandu, kokar pa, če bi prihajal s klopi. Ne? Ja, jaz sem zdaj hotel narediti ta prehod, da pogledamo še malo to situacijo s Clevelandom, LeBronom, in ker je to tudi druga velika tema ta teden, poleg seveda Chicaga in njihovih težav, poleg Miamijevega niza zmag, je seveda tista tema, ki je najbolj odmevala ta teden, je bil še LeBron in njegovi Cavsi. Cavsi so v zadnjih 6 tekmah izgubili 4 tekme, in odkar je prišlo do tistega prestopa Kylea Korverja, ki so ga pripravili moštvo, stran poslali Dan Livija, še nekaj obstranskih igralcev, imajo Cavsi, ravno prej sva gledala, če se ne motim, serijo 6 porazov in 3 zmage, govorim na pamet. Ja, na zadnjih 9 tekmah, kar je prišel Korver. Ja. Ampak dejansko v bistvu ni manjka play, ker odkar je Dellavedova šel, imajo dejansko težave pač vse imajo, Kyrie je organizator, LeBron je organizator po svoje, ne, ampak dejansko jim manjka en še dodaten play, ki bi v bistvu razbremenil ta dva, ne, ki bi v bistvu iz klopi bil ta dodana vrednost. Ja, vprašanje je zdaj, koliko jim manjka play. V Clevelandu vsekakor LeBron to trdi, LeBron predvsem želi manj igrati, ampak ko sem gledal izjave Tyrona Lueja, trenerja, je rekel, da je pred sezono bil dogovorjen z LeBronom in njegovimi kondicijskimi trenerji, da bojo minute njegove ostale približno, da bo igral približno 38 minut na tekmo. LeBron trenutno igra pod 38, nekaj več kot 37 minut igra na tekmo. In seveda še en play. Cavsi imajo poleg LeBrona in Kyrija, imajo še Rookija na tej poziciji. In zdaj seveda vprašanje, ker LeBron in Kyrie dominirata žogo, ko sta v igri. Po drugi strani Tyronn Lue jih tudi tako uporablja, da enega hitreje potegne iz igre in potem igrata nekaj minut tudi sama. Se pravi, ko Kyrija ni, LeBron vodi igro, ko LeBrona ni, Kyrie vodi igro, in na začetku in na koncu tekme pa igrata skupaj, ampak takrat seveda že spet LeBron dominira žogo. Tako da jaz si ne predstavljam, kaj LeBron zdaj vidi problem v tistih 5 minutah. Ja, jaz mislim, da vidi problem v teh 5 minutah. Ne, in tistih 5 minutah bi jim prav prišel Dellavedova, ker Dellavedova je... Dober je pa res, da Dellavedova je dosti tudi na dvojki igral lani. Dellavedova bi vsekakor bil koristen igralec, predvsem zaradi tega, ker tudi v obrambi. In jaz mislim, da on bolj Dellavedova pogreša, kakor pa dejansko hoče enega tazga playmakerja. In jaz, ko sem govoril prej, da pač mogoče mi nucel playmaker je bil lih to. Nucel bi enega Dellavedova zdaj v tem trenutku. Ne? Ja, mislim, da je zdaj te LeBronove frustracije, ta teden to pritoževanje, v bistvu je bil zelo glasen in na nek način tudi ukrcal svoj front office, lastnika in Dana Gilberta, potem Griffina, GM-a, in nekako jim dal vedeti, da želi še dodatne ukrepitve. Zdaj, Cleveland ima daleč najvišji proračun v ligi. Za plače bojo letos zapravili približno $130 milijonov in seveda poleg tega še morajo plačati izredno visok davek zaradi tega. Luksus. Tako, davek na luksus, luxury tax, kakor temu pravijo. Davek, ki ga morajo plačati zaradi tega, ker so pač prišli dovoljen proračun. In
zdaj v tej situaciji noben ne more očitati Danu Gilbertu, lastniku, da ni bil pripravljen plačati. Podpisal je vse igralce, za katere je LeBron želel, da jih podpišejo, dali so visoke pogodbe Shumpertu, dali so visoko pogodbo J.R. Smithu, dali so Lavu maksimum. Se pravi, podpisali so visoke pogodbe z vsemi igralci, v bistvu celo preplačali so predtem še lansko sezono Tristana Thompsona. Ja, čeprav zdaj ne bom trdil, da so preplačali te igralce, ampak plačali so jih nad tržno ceno. Morda z izjemo Thompsona, morda tudi z izjemo Lava, ampak zagotovo Shumperta in J.R. Smitha so podpisali nad to tržno ceno. Še posebej J.R. Smith verjetno ne bi dobil niti pol take pogodbe, kot jo je dobil v Clevelandu, nikjer drugje. In tako da zapravili so res ogromne vsote denarja in naredili vse, kar je LeBron hotel, ampak kar je pa LeBron po mojem zdaj ugotovil po tej prvi polovici sezone, po 2 tekmah z Golden Stateom in seveda še po tej zadnji tekmi, ker treba je priznati, da prvo tekmo so precej srečno zmagali. Ja, na koncu. Ja. Na koncu jim je uspel preobrati, ampak Golden State je veliko večino tekme povsem kontroliral celoten potek dogajanja in imel zmago praktično že v žepu. Potem so se pa verjetno malce preveč sprostili na koncu. V vsakem primeru ta druga tekma mislim, da je bila bližje realnemu razmerju moči kot pa tista prva. Preprosto ta prehod Duranta, prestop Duranta v Golden State je dejansko, ko govorimo o super moštvu, o super zvezdniškem moštvu, ja, je brez precedensa. Takega prestopa v zgodovini še ni bilo, da bi tako dober igralec prestopil v moštvo, ki ga je tega igralca predtem v finalu konference izločilo, potem, ko je ta igralec vodil že s 3-1, drugi najboljši igralec v ligi, da bi potem prestopil v moštvo, ki ga je premagalo, to je brez precedensa. Da bi tako dober igralec prestopil v tako dobro moštvo, brez precedensa. Da bi tako dober šuter prestopil v moštvo, kjer sta že 2 najboljša šuterja v ligi, zdaj dobila še prijatelja v 3. najboljši šuter v ligu. To je preprosto eksekucija vseh ostalih moštev v ligi. Smrtna obsodba. Preprosto jaz ne vidim možnosti za LeBron. Ne glede na to, LeBron je še vedno najboljši igralec v ligi. Tega se ne da zanikati. Še vedno mislim, da težko me bo kdo prepričal, da LeBron po tem, kar je pokazal lansko leto v finalni seriji, po igrah, ki kaže kombinacija njegove fizične moči, njegovega košarkaškega IQ-a, pregleda nad igro, način, na katerega kontrolira igro, kako zna postaviti igralce. Resnično, ja, dosti ljudi ga seveda ne mara, predvsem morda zaradi te njegove moči, zaradi njegove fizične dominance. Podobno recimo tega je trpel tudi Shaquille O'Neal, dominanten fizično pod košem sila in so tudi na ta način spregledali kakšne tehnične aspekte njegove igre. Še posebej se mi pa zdi, da morda tisti povprečni navijači se ne zavedajo, kakšno fantastično tehniko ima, ko združiš tehniko in inteligenco in pregled in na drugi strani atletiko v enem posamezniku, res dobiš igralca, ki je izjemen. LeBron bi lahko recimo v 3 mesecih postal najboljši rokometaš na svetu. Ja, to brez dvoma. Zdaj, če smo že glih ja, to je tudi ena tema, ki je danes vročici rokometni aktualna, ampak ja, LeBron je igralec, še vedno najboljši igralec, da se ne bom izgubljal časa, mislim, da se velika večina s tem strinja. Durant je pa drugi najboljši igralec. In ko je videl, da je Durant prestopil v Golden State, mislim, da je LeBronu dovolj pameten, zdaj jasno, da letos nimajo možnosti, ne glede na to, kaj naredijo. On zagotovo resno ne misli, da jim bo nek third string, 3-razredni playmaker, ki bi ga lahko pripeljali za to, da bo tistih 5 minut, ki ga zagotovo ne bojo v končnici uporabljali. To je igralec, ki ga potrebujejo zdaj samo morda za redni del sezone. Ampak v končnici bo LeBron igral 40 minut in bo dominiral žogo. On ne bo na parketu z nekim third string playmakerjem in stal v kotu medtem, ko bo on iz vrha organiziral igro. To se ne bo zgodilo niti v sanjah ali pa najhujši nočni mori. Zaradi tega je seveda, mislim, da LeBronu jasno, da letos nima možnosti za osvojitev naslova in te njegove frustracije, to njegovo pritoževanje je predvsem v tem oziru, v tem aspektu. Verjetno je to posledica lih tega, ker dejansko, mislim, se bomo rekli, vse že lani recimo nobeden ni videl tega, da bi lahko na 7 tekem Cleveland lahko premagal Golden State, pa se je zgodil, pa pustimo še tisti 3-1, ki je Golden State vodil, ampak se je zgodil.
Lahko bi trdil, da če ne bi prišlo do une izključitve Draymonda, bi morda mogoče bila Golden zadeva State bil zaključena, pa, ja. bi bila. Ampak še vedno, no, če gledamo zdaj letos, mogoče niso tako dominantni, ne izgledajo tako dominantni, kot so recimo izgledali lani v rednem delu Golden State. Ne. Ampak jaz mislim, da ko bo prišla končnica, ko bo prišlo do finala, če bo pač po vsej verjetnosti na drugi strani Cleveland, ker resne konkurence tako nima. Cleveland je dovolj dober, da lahko pride v finale. Ni pa dovolj dober, da lahko premaga. Ja, na 7 tekem jaz mislim, da Golden State ne more premagati. Ne. Tako, 3 taki strelci, kot so Durant, Thompson in Curry v eni ekipi, so prevelik zalogaj, ne glede na to, kaj narediš v obrambi, vedno bo nekdo prost. To so pa igralci, ki prostih metov ne grešijo. Trenutno letos so na poti do rekorda po številu podaj, žoga teče, kroži izjemno, iščejo vedno prostega igralca in to so igralci, ki so dovolj dobri, da preprosto izigrajo vsako obrambo. Ne glede na to, kaj narediš. Po drugi strani so pa še najboljše obrambno moštvo lige. Igrajo taktično izjemno obrambo, prevzemajo pravočasno, ni nobenih. Edina luknja je mogoče ta protekcija koša, protekcija obroča, se pravi, nimajo tega rim protektorja, igralca Toni Žaža, Pačulija, to tudi Javel ni, tako da potrebujejo morda, to je edina šibka točka v njihovi postavi, ampak na drugi strani tudi, če bojo proti Clevelandu igrali v finalu, se Cleveland nima nekega dominantnega centra, ki bi lahko izkoristil to luknjo, tako da se jim ni treba preveč bati za to. Pa seveda Draymond Green je ta, ki v obrambi lahko pokrije, saj na tej zadnji tekmi smo videli, kako odlično je pokril LeBrona. Tudi v lanski seriji smo videli, povzroča ogromno težav LeBronu. Tako da ja, preprosto ne vidim možnosti, da bi lahko, ne glede na to, kaj bo Cleveland naredil, jih verjetno potem na koncu čaka poraz. Ja, sej, ker pač dejansko, če pogledamo pozicije, razen centrske, tako kot si že rekel, ne, če pogledamo pozicije, Golden State ima na vsaki poziciji top 3 igralcev v ligi. In oni imajo dejansko mini dream team, mini ameriško reprezentanco, oziroma jaz si skoraj upam trditi, da recimo, če vzamemo LeBrona ven iz reprezentance, da bi to bili 4 igralci, ki bi tudi začeli tekme na olimpijskih igrah. A ne? Pač se pravi, Draymond. Lahko, ja, jaz mislim, da je to brez dvoma, da bi to bili igralci, ki bi začenjali tekme. A ne? Tako da dejansko mislim, da letos bo zelo, jaz si sicer, bom po pravici povedal, jaz si želim, da bi bila izenačena serija. Jaz si želim, da ne vem, mogoče, pa ne prvoščam nobeno poškodbo, ampak da bi mogoče imel Golden State kakšno manjšo krizico s poškodbo in da bi bila bolj izenačena serija, ker pač dejansko se mislim, da tudi v interesu vseh neutralnih navijačev je, da bi gledal čim bolj izenačeno tekmo, čim bolj napete tekme, a ne. Ampak dejansko, če pa bo ta obe ekipe zdrave, pa jaz mislim, da je letos bo prvak brez dvoma Golden State. Ja, tukaj se v bistvu strinjava. Morda lahko na tej točki potegneva črto pod ta podcast. Sicer sem razmišljala še o tem, da bi recimo obdelala še temo All-Stara in igralcev, ki so bili izbrani. Morda omenila par potencialnih tradeov. Ampak da ne bova predolga, zdaj med komentarji je bilo par komentarjev, da lahko sva tudi daljša, ampak mislim, da ne vem, če je veliko ljudi, ki bi trpeli najin glas precej več kot 1 uro. V vsakem primeru bova pa videla tudi pod odzivih. Če bova tokrat predolga, bova naslednjič malce skrajšala. Tokrat sva namreč malce nad uro, sva že malce nad uro. Malo sva se zaklepetala. Zaklepetala so se, ja, ampak teme so zanimive, informacije dost. V prihodnosti bova tudi še koga povabila, da se nam bo pridružil, morda kakšen od poslušalcev, od bralcev. Vsekakor je NBA košarka izjemno popularna v Sloveniji, to tudi sama opažava. Ja, sploh na našem Facebook profilu se vidi, da dejansko ljudje imajo radi NBA košarko. Ja, verjetno je to tudi odraz tega, da v zadnjih letih naša slovenska, vsaj klubska košarka tone in nažalost res kvalitetnih tekem je bore malo, če jih je sploh kaj, morda kakšna tekma ABA lige, ampak še vedno zdaj, ko se usedeš potem pred računalnik ali pa televizor in pogledaš kakšno evroligaško tekmo ali pa seveda kakšno NBA tekmo, je ta razlika v kvaliteti tako velika, da se jaz moram priznati,
zelo težko pripravim letos, da pogledam kakšno tekmo kakšnega slovenskega kluba. Sicer sem jih pogledal nekaj, predvsem zaradi tega, da se malce bolj spoznam z določenimi igralci, ki so me zanimali, ampak da bi pa redno gledal ali pa da bi celo večkrat na leto pogledal, je pa preprosto, ja, je pa kvaliteta te košarke zdaj tako nizka. Da bi zahtevala svoj podcast, pa verjetno daljši kot 1 uro. Verjetno, ja, in zagotovo bo, tako kot si rekel, verjetno tudi tema, ki bo lahko mu rad posvetila kakšen celoten podcast. Tem je več kot dovolj. To je bil zdaj nek ta pregled tedna, ki sva ga obdelala v 1 uri. Za naslednji teden že spet sledi, če bo le čas dopuščal, podoben pregled, ampak v nasprotnem primeru pa morda, oziroma če bo pa čas dopuščal, pa še kakšen dodaten podcast, tako kot si omenil, na kakšno posebno temo. Ja, in fajn bi bilo, če nama poveste, zdaj, če sva slučajno bila predolga, bova probala naslednji teden se držati, bova probala biti krajša, a ne? Tako. In enako, tako kot prejšnji teden, spremljite nas na NBA Slovenija Facebooku, vsak dan objavljamo gor, vsak dan boste najdeli kakšne zanimive posnetke, povzetke tekem, prvi boste zvedeli, kako je Dragič igral. Tako, za razliko od drugih medijev, ki poročajo o NBA košarki, mi tekme tudi gledamo. Ja. Tako da ja, in seveda Twitter, sportinfo.si in spletna stran sportinfo.si, vsak dan nekaj novega gor. Tako. Tako da, hvala, da ste naju poslušali, vem, da sva bila dolga, ampak... Ja, če sva bila dolga, naju pokritizirajte, tako da za tokrat bova zaključila, lep pozdrav. Adijo.